Danes vam z veseljem predstavljamo tole publikacijo, ki je v bistvu priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih. Izdala jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v nakladi 2000 izvodov. Pripravili sta jo dve avtorici, ena je danes na novinarski, drugo pa moram upravičiti, ker je zbolela. Knjiga je namenjena predvsem ljudem, ki posredujejo ob nesrečah. Je plod sodelovanja z Švedsko agencijo za zaščito in pripravljenost, ki ima s tem več kot 20-letne izkušnje. Fizični izvod bo razdeljen našim silam za zaščito in reševanje. V elektronski obliki bo pa na naših spletnih straneh www.sos112.si, da bo na voljo vsem ljudem, ki takšne nasvete potrebujejo. Kajti za kriznimi situacijami pa nesrečnimi dogodki se bolj ali manj v življenju srečujemo vsi. Na začetku uvodoma bo knjigo pospremil v javnost, danes bo namreč tudi objavljena, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Darko But. Izvolite. Hvala lepa. Najlepši pozdrav tudi z moje strani in hvala za vašo udeležbo. Namreč mi zdaj nekako s to knjigo zaokrožujemo prizadevanja, da bi nekak način sistematično uredili psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. In tu moramo uvodoma seveda se zahvaliti svoji sodelavki in kolegici, ki sta pravzaprav zbrale vse to znanje, vse te izkušnje in jih prelile v to prihajajočo publikacijo. Namreč mi v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami delimo to pomoč na psihosocialno pomoč prebivalcem v nesrečah in pa psihološko podporo in pomoč reševalcem. Namreč reševalci večkrat pridajo do kakšnih kočljivih situacij, pač to so hude in stresne situacije ob intervencijah, še posebej, če so udeleženi otroci. In mi smo pravzaprav se prvič srečali z takšno večjo zgodbo po potrebi po psihološki pomoči ob nesreči na Blanci leta 2008, ko smo na eni strani imeli tako reševalce, ki so iskali pogrešenih, tistih 13-14 oseb, če se spomnite. Po drugi strani smo imeli pa svojce na drugi strani žice, ki so mogli priti v zaprto območje in takrat smo pravzaprav videli, da moramo nujno narediti na tem segmentu nekaj napredek. Tu nam je zelo v pomoč prišla dr. Andreja Lavrič, ki je sicer zaposlena pri nas, ker se je pa tega področja potem sistematično lotila. Na podlagi seveda vsega tega smo tudi ustanovili službo za psihološko podporo, večkrat je že posredovala, tudi v letošnjem letu je že posredovala kot pomoč pri gasilcem, tudi ob takšni nesreči, ki so bili udeleženi otroci. In pa v tej službi imamo 4 pogodbene psihologe. Seveda pa sistem gradimo tudi v posameznih enotah, predvsem poklicnih gasilskih enotah in naših centrih za obveščanje. Namreč skoraj povsod imamo že postavljene zaupnike, ki izvajajo razbremenilne razgovore z sodelavci po težjih dogodkih in na tisti prvi fazi pravzaprav kolektiv pomaga ostalim, ki so bili vključeni v takšne stresne dogodke, prebroditi to. Zdaj, ta sama knjižica, ta priročnik je pač plod prijave na projekt Evropske unije, in sicer razvoj in implementacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem in prebivalcem po nesrečah. V bistvu nam ga je sofinanciral Sklad za notranjo varnost. Toliko mogoče na kratko, pa bi dal besedo nazaj. Hvala Darku Butu. Dr. Andreja Lavrič je doktorica pedagoških znanosti. Dr. Vita Poštovan pa je pripadnica službe za psihološko pomoč Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ena od 4 psihologov, ki so zdaj na voljo. Med nami je pa tudi, toplo pozdravljam, dr. Petra Umka. Njega verjetno poznate, dolgoletni predavatelj na šoli za varnostne vede, Visoki šoli za varnostne vede. Fakulteti, pardon, včasih je bila visoka šola. Veliko je delal tudi s policijo in predajam besedo
dr. Andrej Lavrič. Pozdravljeni. Predstavila vam bom priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih. Kot že sam podnaslov pravi, priročnik za vsakdanjo rabo pomeni, da je priročnik namenjen posameznikom, se pravi tistim, ki doživijo neko nesrečo, nek krizni dogodek in lahko ta priročnik vzamejo v roke kot v pomoč, da vejo, kaj se jim pravzaprav dogaja in kje lahko oni sami poiščejo pomoč. Priročnik je namenjen tudi organizacijam, ki organizirajo in potem izvajajo to psihosocialno pomoč. To so na primer različni štabi civilne zaščite, občine in tako naprej. Potem je namenjen predvsem tudi reševalcem. Zdaj, znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poznamo gasilce, gorske reševalce, kinologe, jamarje in je priročnik namenjen njim. Vsekakor pa je priročnik tako pisan, da ga lahko uporabljajo tudi drugi reševalci izven tega sistema, da ga lahko uporabljajo tudi v šoli, policiji in tako naprej. Skratka, da lahko doseže različne bralce. Zdaj, kaj je v knjigi podrobneje opredeljeno? Opredeljeno je, in tako si tudi sledijo poglavja, kako lahko najprej posameznik pomaga samemu sebi in kaj doživi, ko doživi neko nesrečo, nek travmatski dogodek in kje lahko poišče pomoč. Potem naslednje poglavje govori o tem, o pomoč skupnostim, se pravi, kako lahko neke organizacije v 3 fazah organizirajo svojo pomoč, se pravi, kaj narediti v akutni fazi, kaj v prehodni in kaj v dolgoročni fazi. In zatem je namenjen priročnik in večji del tega vsebine je namenjen reševalcev. Se pravi, kako se soočajo s stresom, kaj je pravzaprav stres zanje, kako dobijo pomoč znotraj svoje organizacije, kako izven svoje reševalne enote in tako naprej. In nazadnje je omenjeno tudi eno poglavje, ki kaže kot na neko svetlejšo prihodnost in ki omenja o tem, da je kriza lahko tudi priložnost za osebno rast. Se pravi, da lahko se tudi iz tega nekaj tudi naučimo in gremo potem s koraki dalje. Sama knjiga, če ste jo vzeli v roke, vidite, da je zelo pregledno napisana, zelo tudi opremljena z grafičnimi ikonami, kar pomeni, da bralca navaja na to, da tudi o določenih stvarih sam razmisli, se pravi, da vprašanja mu pomagajo pri tem, da kako on doživlja nesrečo in tako naprej, do tega, da ga napotimo na dodatne vire, na dodatno pomoč, ki jo lahko dobi, in pa, kar je ključnega, ker je to tudi priročnik, da vsak najde zase tudi neke konkretne nasvete, konkretne ukrepe, kako si pri nesrečah pomagati. In to so tudi te 3 rubrike, ki si sledijo skozi cel priročnik. Tako bom zdaj ostala nekoliko dlje na tem poglavju za reševalce, to je 4. poglavje, ki je v slovenskem prostoru zapisano popolnoma na novo, v drugih literaturah vsega tega ne boste našli, tako zato je tudi ta prednost tega priročnika. Prvo je, kar smo v tem poglavju za reševalce zapisali, je to, da smo ugotovili, kaj je tisto, kar reševalcem prinese veliko stresa oziroma kakšne so te situacije. Zdaj, ugotovljeno je bilo, da reševalcem, gasilcem, na primer, največji stres prinaša to, ko rešujejo otroke oziroma mladostnike ali če so celo mrtvi. Naslednje, kar jih zelo prizadene, je to, da če rešujejo svoje kolege ali pa če je celo njihovo življenje prizadeto, se pravi življenje reševalca. In naslednja zadeva, ki je za reševalce precej obremenjujoča, je ta, da če je ogroženo njihovo življenje, se pravi, če gre za kakšne nevarne snovi in tako naprej. In te 4 situacije so takšne, da se priporoča, da še reševalc v takih trenutkih pomaga samemu sebi ali poišče pomoč nekje drugje. In tako boste našli v tem poglavju tudi predstavljeno to lestev podpore, se pravi, kako si reševalc kot prvo na prvi stopnji lahko pomaga sam sebi, torej kako da pozna sebe, svoje odzive na stres, da pozna tehnike sproščanja, ki so notri tudi v tem poglavju podrobneje pojasnjene, da ima dobro socialno mrežo, do tega, da ima razne in tako naprej.
Na drugi stopnji te podpore išče pomoč lahko znotraj svojega kolektiva, se pravi, to je znotraj svoje organizacije, naprimer znotraj svoje reševalne enote. To pomeni, da obstajajo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zaupniki, ki nudijo svojim kolegom pomoč. Se pravi, zaupniki so reševalci, ki so bili izbrani znotraj svojega kolektiva kot posebej zaupanja vredni in so bili potem poslani na usposabljanje v izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu. Te zaupniki izvajajo v svojih enotah bodisi individualne pogovore ali pa skupinske pogovore. In podroben opis teh razbremenilnih pogovorov tudi lahko reševalec najde notri v tem priročniku. In zadnja stopnja te podpore pa je tisto, kar lahko dobi gasilec, naprimer, ali drugi reševalci znotraj sistema, znotraj službe za psihološko pomoč. To pomeni, da ima Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirano službo, v kateri delujejo 4 psihologi, to so 4 pogodbeni psihologi in dr. Vita Poštovan je ena izmed njih. In ko reševalec oziroma zaupnik ugotovi, da je nesreča oziroma krizni dogodek tako močno prizadel reševalca, da potrebuje tudi dodatno psihološko pomoč, se potem pokliče psihologa, da izvede to vrstne razbremenilni pogovor. Seveda, lahko so pa tudi primeri, da tudi to ni dovolj, potem se pa pač reševalec obrne lahko na sistem, na redni zdravstveni sistem, kjer dobi pomoč z psihologi, psihiatri, psihoterapevti, ki jih nudi zdravstveni sistem. In notri v priročniku smo tudi opisali nekaj terapij, ki so primerne za ravnanje po takšnem travmatskem dogodku. Hvala dr. Lavričevi, zdaj pa beseda dr. Petru Umku, recenzentu. Priročnik je pisan tako, da daje dosti informacij o tem, kako je treba ravnati po katastrofi, po naravni nesreči ali pač drugi nesreči. Tako da je v nekem smislu res opomnik za tiste, ki so udeleženi nesreče. To so predvsem, kot je že kolegica naštela, policisti, pač večkrat gasilci, gorski reševalci in tako naprej. Tudi morajo te stvari poznati vsi vodstveni delavci. Naprimer, si mislim, da morajo v vrtcu te stvari dobro poznati, da morajo dobro poznati na šolah, na fakultetah in tako naprej, da vedo, kako postopati. No, drugo pa je, in vidim kar precejšno vrednost tega priročnika v tem, da veliko govori ali pa daje veliko informacij o tem, kaj je stres, kaj je potraumatska motnja, kaj je travma, kako se kaže in tako naprej. Tako da ljudje, ki to preberejo, vidijo, da spoznajo pravzaprav znake lahko pri sebi in lahko tudi ugotovijo, da sami si pravzaprav pomoči ne bojo mogli, da si sami ne bojo mogli pomagati in da potrebujejo strokovno pomoč. Res je, da bi morali, naprimer, predvsem vodilni v reševalnih ekipah poznati osnovne postopke in seznanjenje se s tem. Res pa je tudi, da sam priročnik ti omogoča vedenje, kar pa še ni zadosti. Treba se je usposobiti. Torej, priročnik je res koristen za mnoge udeležence v nesrečah, ni pa zadosten, bi rekel. Na osnovi tega priročnika je potem treba izvajati tudi usposabljanja. In jaz mislim, da ta usposabljanja že potekajo in da torej tu, kaj je to uprava za zaščito in reševanje, zelo dobro skrbi
tudi za ta del. Hvala lepa. Hvala, doktor Umek. Zdaj pa prosim gospod dr. Vito Poštovan. Kakšna je ta enota, kakšni so razbremenilni pogovori oziroma kakšna je praksa na tem področju? Hvala lepa za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz se bom navezala, kaj je tisto čudo, kaj potem mi v tej službi za psihološko pomoč, kako mi zares pomagamo, kaj mi naredimo na terenu. In mogoče se bom najprej navezala na to, kar smo že slišali, da reševalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so v veliki večini moški. In lahko si predstavljate, kako je v tej moški kulturi še vedno prisotno to, da moraš biti močan, da moraš nazadnje biti kos vsem situacijam. In mislim, da je v teh zadnjih letih, ko se psihološka pomoč nekako bolj promovira, se ozavešča, se več dela na tem, se tudi vidi, koliko v bistvu je teh potreb, ki pa so v ozadju. Se pravi, intervencije, ko je potrebno jih izpeljati, načeloma se izpeljajo zelo dobro, vsi dajo svoje največje, ne samo fizične napore, ampak tudi psihološke napore v to, da se stvari speljajo zelo dobro. Potem pa te zgodbe, sploh tiste, ki so teže, o teh smo že slišali, katere so to, z ljudmi vseeno ostanejo. Se pravi, gasilci slečejo uniformo ali pa drugi reševalci slečejo uniformo, gredo domov in mogoče zvečer ne zaspijo, ker podoživljajo slike, ki so jih videli čez dan. Ena takih simptomov, recimo, pa znakov, da se nekaj dogaja, da je bila situacija bolj stresna kot naravno, ali pa običajno, je tudi to, recimo, da poleg slabega spanja, da občutijo mogoče glavobole, da občutijo, ne vem, težave z želodcem ali pa take, se pravi, velikokrat skozi telesno funkcioniranje se izraža ta neka psihološka stiska. Se pravi to, da je bila res situacija težka. In velikokrat za tem stojijo čustva, ki so podobna nekemu šoku, ki so podobna žalosti, jezi, strahu. Se pravi, vse to, kar občutimo tudi vsi ostali, ne nazadnje, če bi se v taki situaciji znašli. Seveda pač reševalci v tisti situaciji, kjer morajo reševati, zberejo vso to notranjo moč, da tako rečem, in nekako rešijo stvari, ampak seveda te stvari potem kasneje tudi lahko pridejo za njimi. In to, kar je naša vloga, se pravi vloga teh 4 psihologov, ki gremo na teren, je, da skozi pogovor se dotaknemo teh najbolj bolečih stvari, ki pač ljudi bremenijo. Lahko je to v okviru nekega skupinskega razgovora, kjer delamo potem ponavadi za celo ekipo, ki je bila na terenu, ali pa individualno, se pravi, mogoče je kdo od njih bil bolj vpleten, recimo v pomoč posameznemu otroku, ki je ostal, ne vem, brez staršev, ali pa je navezal večji kontakt, večji stik z neko žrtvijo, ali pa je bil drugače prizadet in je potem pač potrebno neka individualni tak razbremenilni pogovor. In jaz moram reči, da iz izkušenj, ki jih imamo zdaj v zadnjem obdobju, odkar gremo na teren, je to, da se ljudje na koncu zahvaljujejo za to, da smo prišli. Se pravi, so zelo hvaležni, čutijo, tako velikokrat rečejo, kot da jim je ena teža padla z ramen, da so lahko povedali tisto. Večkrat rečejo, ne morem doma povedati, ker bo ženo še bolj skrbelo vsakič, ko grem na teren. Ne morem zaupati mogoče v ekipi, ker kaj pa si bodo drugi mislili o meni. In potem jim je seveda toliko lažje, ko lahko mogoče spregovorijo v nekem zaupnem pogovoru z nami. Mogoče bi ob tem poudarila še to, kako je pomembno, da recimo, ko delamo v skupini take razbremenilne pogovore, kako se tudi mlajše generacije učijo od starejših, recimo, ko tele stari mački, tako rečem, spregovorijo o tem, kako težko jim je bilo na eni intervenciji. Slišiš potem mlajše, kako rečejo, kako mi je v bistvu dobro delo, da sem slišal, da tudi on, ki je tako viden kot en taki res dober gasilec, recimo, da tudi on doživlja podobno čustva kot jaz, in da v bistvu si dovolijo, da te stvari med sabo izrazijo, ker potem se seveda tudi ta povezanost v družbi reševalcev še okrepi. In to je ena tak zelo pomemben vir, ne nazadnje tudi moči in solidarnosti, ki jo pač potrebujejo te službe. Tako da jaz bi rekla, da je ta priročnik res ima to vrednost ozaveščenosti splošne javnosti in pa potem tudi znotraj reševalnih vrst.
ker v bistvu, ko imamo nekaj takega pred sabo, se lahko v bistvu spomnimo, ne, da mogoče so to neke situacije, kjer je pa potrebno ali med svojimi vrstami imeti nekaj razbremenilni pogovor ali poklicati mogoče nas, ki gremo potem na teren. Predvsem pa mogoče je potrebno poudariti ta del duševne kondicije, da podobno kot vzdržujemo telesno kondicijo in je to mogoče del redne prakse, recimo pri gasilcih, ne, da imajo, ne vem, toliko in toliko časa morajo posvetiti telesni kondiciji, da v bistvu je tudi skrb za duševno kondicijo nekaj, kar moramo vzdrževati. Hvala lepa, izvolite vprašanje. Jana Grebel iz Primorskih novic. Prav za vas imam vprašanje, v kakih primerih greste na teren, ali to morate poklicani, morajo ljudje sami prepoznati, da vas rabijo? Zaenkrat sistem deluje tako, da morajo sami ali prepoznati gasilci ali pa njihove vodje oziroma drugi reševalci in oni sporočijo preko svojega sistema ali pa s klicem na 112, da želijo to, da se mi aktiviramo. In potem smo 4 psihologi, vsak v različni regiji, tako da poskušamo priti čim prej na teren tudi mi. Ja. Skratka, ko pač pride do neke nesreče, ki se zgodi, ali bodi si zaupnik, ki deluje v enoti, ker večinoma teh gasilskih enot je pokritih za zaupniki, ali prek vodje, se pač prek na številko 112 pokliče in to so pač regijski centri, ki potem obvestijo republiški center za obveščanje in ta potem vstopi v kontakt z poveljnikom civilne zaščite, ki to odobri in potem grejo psihologi na teren, glede na krajevno, kjer se je nesreča zgodila. Zato so tudi oni 4 z različnih delov Slovenije, da so lahko čim hitreje na kraju dogajanja. Kakšna razlika recimo v nudenju pomoči, če gre za hipno nesrečo, torej ko se že zgodi prometna nesreča in postfejstna pomoč, ali pa te dalj časa trajajoče, ne? Da se v bistvu še ne ve, koliko se bo to mogoče nedolet to vleklo. Je to kakšna razlika pri? Ločimo 3 faze. Ločimo akutno fazo po neki nesreči, po nekem kriznem dogodku, prehodno fazo in pa zaključno fazo. In te 3 faze lahko trajajo, na primer v primeru poplave, potresa, tudi do 1 leto lahko vse skupaj traja, ne. In seveda se znotraj te 3 faze zelo različne stvari odvijajo in sodelujejo zelo različni ljudje, ne, različne službe v vseh teh 3 fazah. Zdaj, ko se zgodi nesreča na en dan, pač pridejo vsi ti, ki sem jih naštela, ne. In kaj je razlika, ne? V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami moji kolegi so prisotni tam prve dneve, potem pa se te naši ljudje oziroma psihologi, na primer, če v njih govorimo službe za psihološko pomoč, umaknejo. In sčasoma morajo prevzeti druge organizacije, društva in tako naprej svojo vlogo, ne. Potem naprej deluje Rdeči križ, Center za socialno delo, razne nevladne organizacije in tako naprej, ne. Skratka, z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami gre za te akutne primere, mi pridemo tiste dneve, ko je, in potem pa mora redni sistem pač prevzeti zadeve na daljši rok. Obstajajo mogoče kakšni napotki tudi za same reševalce, kako se podati v ta reševanja, da ne prinesejo preveč stresa nazaj, ne vem, kako če je smrten primer, kako s tem truplom ravnate, da pogledate v obraz. Ja, gotovo, mi rečemo že, da je en del skrbi zase že ta preventiva, ne? Se pravi to, da skrbijo, tako sem že prej poudarila, za duševno kondicijo že predhodno tudi sami reševalci. To pomeni, da vzdržujejo, ne vem, svoje hobije, da imajo dobre odnose s prijatelji doma. Vse tisto, kar mogoče je samoumevno, ampak če recimo se nekdo ne počuti dobro v svoji koži, bo težko recimo več ur pomagal nekomu tretjemu, ne? Kar smo slišali. In tudi to, da dobro ne nazadnje sebe poznajo, ne? Da vedo, v kateri situaciji boljše reagirajo, kaj je tudi primerno za njih, mogoče kje, kako postopati. Recimo, obstajajo pa seveda napotki tudi v takih primerih, kaj narediti recimo z, ne vem, truplom, ali ga pogledati ali ne. In nekako vodilo je, da je boljše ga ne pogledati v oči, ker potem te oči ali pa obraz, ne, bolj ostane v spominu.
tako da je, pač so neki napotki, recimo od zadaj, recimo in na ta način potem postopati, ne. Tako da jaz mislim, da tudi v zadnjih letih smo veliko naredili na izobraževanju, se pravi, da mogoče zaupniki znotraj njihovih vrst poznajo te stvari in da ta znanja se potem prenašajo tudi naprej. Je pa definitivno to mogoče stvar, ki je še potrebno poudariti, ne, ker zares za telesno zdravje dosti več naredimo ali pa dosti bolj je jasno, koliko moramo skrbeti za to, kot pa mogoče za ta duševni del. Včasih so se podobne stvari reševale v gostilni ob pivu, danes pa mislim, da smo en korak naprej, ne? Da mogoče je ta recimo psihološka pomoč ravno tisto, kar lahko pomaga, lahko razbremeni, ne? Da mogoče da lahko gredo pa kako drugo druženje, mogoče ki je malo bolj zdravo ali pa mogoče kava to, ne? Ne vem, Andreja, bo še ti kaj dopolnila? Ja, ravno korak naprej je to, da skušamo spodbuditi reševalce, da se v nekem varnem, kontroliranem okolju razbremenijo. Zato smo začeli uvajati te razbremenilne pogovore, bodisi individualne, bodisi skupinske, da se ravno ker je potrebno po taki nesreči, ki obremeni reševalce, se je potrebno razbremeniti in največkrat je razbremenitev skozi pogovor. In da ta pogovor steče oziroma v nekem varnem okolju, se pač to zagotavlja znotraj reševalne postaje. Se pravi, da po nekem vodenem postopku z neko usposobljeno osebo, da vodi to stvar, se pravi pogovor. Tako da to je, kar je v zadnjih letih napredek je, da so to vrstni pogovori, ker pogovori pa morajo biti za razbremenitev, da se prenesejo v neko varno okolje, kjer vlada neko zaupanje in da tudi se potem z nekimi konkretnimi napotki odpravijo domov. To je zdaj korak naprej od preteklosti. To smo skušali z vsem tem sistemom te psihološke pomoči uvesti. No, mislim, da je korak naprej tudi to, da res policisti, gasilci, gorski reševalci in tako naprej nekatere težave, ki jih imajo, ne skrivajo več, da nekako razumejo in da umejo, da so to normalni, pravzaprav normalne reakcije na zelo obremenjujoče dogodke. In to je zelo veliko. Ima kdo še kakšno vprašanje? Če ne, se vam lahko samo še, a s temi kapacitetami, ki so, rekli ste, omenili ste namignili, da malo samo 4 psihologi, recimo, a lahko vse potrebe pokrivate, tudi število zaupnikov? Morda bi ob tem odgovoru vključil še to, koliko je bilo v letošnjem letu primerov, kjer so prosili za vašo pomoč. Upamo, da bodo se te ekipe širile, ampak trenutno, kar pokrivamo zdaj, nam teli 4 za naše reševalce zadostujejo v tem hipu. In naprimer, ko je vprašanje še koliko je bilo intervencij oziroma kolikokrat so letos šli na teren in nasploh kaže številko približno 5-krat na leto, da so poklicani psihologi, zatem ko zaupniki že opravijo svoje razbremenilne pogovore in ki ocenijo, da bi potrebovali pomoč psihologov. Hvala, Andreja. Mislim, da s tem lahko zaključimo novinarsko konferenco. Ura se je iztekla. Še prošnja novinarjem, pospremite to publikacijo v javnost s priporočilom, da ljudje sežejo po njej, če potrebujejo pomoč takih, ki se soočajo ali pa soočamo s krizami, takšnimi in drugačnimi nesrečami, takšnimi in drugačnimi je pa vedno več. Hvala lepa.